Živjo, zate imam verjetno do zdaj v tem letu, bom kar rekla, recimo, da bom enega do sedaj odkronala, verjetno najbolj pomemben dokumentarec, kajti prihaja modra polna luna. Ljudje ne vejo, zakaj je modra polna luna tako zelo pomembna, zato imam zate znanje, ki te bo očaralo, sem pa prepričana, da še tega nisi slišala, kajti dajva zdaj skupaj skočiti v zgodovino in ugotoviva, zakaj tako zelo opozarjamo na to modro luno, kaj lahko pričakuješ in kje se je vse skupaj začelo, zakaj ima ona take močne energijske zapise, ki obljubljajo po 31.8., ko bo modra polna luna prišla, bo nastopilo zelo intenzivno obdobje. In po tej modri luni vemo, da tako obdobje bo. In to bo res zelo intenzivno. Ne? In ravno 31.8. preden grejo otroci v šolo, preden se jesen na polno začne in obveznosti in tako naprej. Vesolje ima definitivno v tem letu sedmice svoj ping-pong, recimo tam gor, a ne? Ampak greva si zdaj pogledati, zakaj je temu tako, a ne? In kje se je vse skupaj začelo. Ker mislim, da to veš, da modre polne lune, torej modre polne lune so seveda res ena taka energijska bombica zaradi tega, ker to sta 2 polni luni v enem mesecu. Veš kaj, to je res močna stvar. In torej, ko imamo 2 polni luni, ta druga se imenuje modra polna luna. Zgodi se v povprečju recimo enkrat na 3 leta, a ne? Torej, takrat imamo pač te neke ciklične faze in vedno, ko je uno leto, kjer imamo prisotno v katerem koli že mesecu modro polno luno, je vedno intenzivno leto, a ne? No, zdaj si pa pogledamo, kje se je vse skupaj začelo. Začelo se je leta 1883. 1883 v Indoneziji. In v Indoneziji so leta 1883 so imeli en tak zelo intenziven izbruh vulkana, ki se imenuje Krakatau. Sem mogla kar pogledati Plankac, ker ima tak zakompliciran ime. Krakatau ga imenuje, pač različna imena ima. In v bistvu se je takrat v tistem obdobju začelo se je maja in zaključilo se je oktobra, ampak avgusta, absolutno, je bil pa največji izbruh tega vulkana, ki je takrat nažalost pobil 36.000 ljudi in za sabo pustil eno ogromno luknjo. In izbruh tega vulkana je takrat dobesedno spremenil obličje Zemlje, ampak je res nenavadno, da recimo o tem izbruhu danes se malo govori in ljudje recimo ne vejo, da je ta modra polna luna takrat se prvič zasidrala in da od takrat pač ne sicer na tak način, ampak ponavlja nek intenziv svojega cikla. Ne? Skratka, tako je zanimivo, da takrat avgusta je bil to največji izbruh tega vulkana in 1883. leta, če tako pogledamo noter 88, avgust, portal 88, levja vrata, vidite, kako je vse skupaj povezan. In v bistvu ves ta prah in vsi ti plini in vse, kar se je dvignilo iz tega vulkana ob tem izbruhu, je v bistvu zraderal 70%, fizično je zraderal 70% tega otoka, toliko veliko je bilo to opustošenje. Zemlja se je nemudoma shladila za 0,6 stopinje, veš kaj je to? To tako, instantno se je ohladila za 0,6 stopinje in v bistvu te vsi ti plini in dim in tako dalje, vsa ta mešanica vsega tega se je dvignila, pazi to, do stratosfere. In vsi ti filtri in vsi ti delci, ki so bili noter prisotni v tem izbruhu, so naredili kot nekakšen barvni filter in v naslednjih mesecih je bila luna videti modra. Tudi navadna luna je bila videti modra. In pazi to, ko se je oktobra potem končno to nehalo, takrat so oni imeli 2 polni luni. A razumeš? No in potem, hvala Bogu, se skupaj eskalirali, ja, in se potem tudi začeli počasi umikati. Zdaj pa pazi, kaj ti bom povedala. Takrat so torej imeli to, kjer je tudi nastalo ime modro polno luno. In takrat je resnično prišlo do ene take zelo velike manifestacijske spremembe na planetu, ko se je to zgodilo. Pazi to. In kljub temu, da je to pač nek tak, intenziven vulkan, je 5 let miroval zdaj. Ugan kaj? Letos je spet izbruhnil. Kakšno naključje! Letos, ko imamo modro polno luno, ko se je začela v bistvu s tem izbruhom,
kjer se nam je pustil nek zemljevid, ki nam daje vedeti, da takrat so intenzivne energije. 5 let, od leta 2018 je bil zdaj mir, letos je pa spet to izbruhnil. Haha! Kar nam daje vedeti, da so res intenzivne energije v zraku in seveda je tukaj zdaj ta modra polna luna, ki prinaša to spoznanje o tem, sicer zdaj ne bojo glih bruhali takole vulkani, ne bo 36,000 mrtvih ljudi od tega, hvala Bogu, ampak v bistvu ta energijska koda, ki se takrat rodila, se ponavlja. Zakaj se ponavlja? Zaradi tega, ker ljudje to potrebujemo na nekem nivoju, potrebujemo, da na vsake tok časa nekaj eksplodira, da se nekaj zgodi, zato da pol poštekamo stvari, pa da se pol umirijo, da zrastemo kakorkoli že. To je pač lepota tega, da si inkarniran na planetu Zemlja, ne? In v bistvu se tukaj s to modro polno luno, jaz to tako dojemam, začela kot nekakšna taka energijska dediščina. In če ti to energijsko dediščino poznaš in vidiš, razumeš take povezave, kot sem ti jaz zdaj povedala, si potem na take energije tudi pripravljen. In letos bojo torej take energije 31.8., ko bo modra polna luna absolutno na ta večer, to je pa tako meni že skoraj brez izgovorov, nočem benga sil, ampak na ta večer je treba meditirati. Jaz ti bilo priporočam, glede na stvari, ki jih jaz res poznam, pa tako naprej, da meditiraš pri meni, ker sem ti pripravila res pametno kombinacijo, zato ker ravno poznam to zgodovino in vse skupaj, pametno kombinacijo meditacije, tako res ti bo dobro. Sam povem, ok? Ampak gremo pa pogledati, torej prejem bom ti povedala, kakšna bo ta meditacija, kaj bomo mi konkretno delali in zakaj pametno to dela. Bi ti najprej rada povedala, kaj lahko zaradi vsega tega, da sem ti povedala, iz kje vse skupaj prihaja, kaj lahko ti pričakuješ, a ne? Torej, kaj bojo v bistvu te energije prinesle s seboj, a ne? Prva stvar, ki se bo dogajala, je nepričakovano. Izbruhi, ok? Lahko se zgodi, da te bojo ljudje popolnoma šokirali. Tako da te bojo popolnoma šokirali, da boš kar, kaj je zdaj bilo to? Nenadne spremembe, a veš, kaj imaš ti nek plan, bomo šli sem, in ti neki v 24 urah spremeni usodo in ti vse obrne na glavo. To je recimo ob in po modri polni luni popolnoma normalno. Ko še misliš, da bom, ne vem, tukaj delal, pa pol nenadoma lahko dobiš ali odpoved, ali pa zdaj si prijatelj s tem človekom, pa potem nenadoma nisi več, ko naprej. Ful veliki preskoki, ful in to ljudi ponovadi zelo prestraši, zelo jih šokira, ful jih pretrese, ampak jaz ti bom rekla tako, če se ti v modri polni luni karkoli izbruhne, vse tisto, kar izbruhne, vse tisto, kar v takem obdobju jaz bi ti rekla, da pusti, da se zgodi. Verjamem, da ti ni to lahko, ne bom ti rekla, ja, pa bod zdaj flagmatik na to temo, kaj pa vem, kdo je v resnici lahko tukaj flagmatik. Lahko ti pa povem, da definitivno, da je prav, da energije počijo. Zelo dobro jih opazuj, najdi si način, da se pomiriš, da si pomagaš na vse zadnje, da potem lahko stvari premeditiraš, ugotoviš, kaj je bilo tukaj sporočilo zate, za druge in tako dalje in energije spravaš na nov nivo. Včasih mora kaj početi, zato da se na novo sestavlja. To je to, ne? Druga stvar, kar lahko se pričakuje, je, spet se vračamo na ta krakatav nazaj, težke besede, agresija s strani ljudi, lahko bo veliko tenzij med ljudmi, razumeš, lahko bo veliko prisotnosti sebičnosti, ne pusti, da te ljudje isterijo, ne pusti, da se začneš kar naenkrat ukvarjati samo z odnosi in ničemer drugim, ker boš do konca leta potem prišla toliko izčrpana. Fajn je, da v takem primeru, ko se to dogaja, ljudem ne daš svoje energije, ampak da se res drastično potegneš v sebe. To ne pomeni, da jim ne povedati svoje, pa kje so svoje meje. Definitivno te jaz tega ne bom učila, ampak potem, da se ti ful miselno ukvarjaš s tem, pa miselno ful sekiraš, nima smisla. In recimo, da se ti to ne zgodi in da se ne ukvarjaš, je zelo pametno, samo tako, da ti mečkam povem, zelo pametno, da si recimo jeseni v nekem procesu, ki je za tebe. Recimo, to so duhovni tečaji. Jaz recimo nikoli ne bom bolj kakor letos, torej v zaključevanju leto sedmice, v pripravi na leto osmice, če hočeš imeti obile, ne bom nikoli bolj svetovala biti prisoten na katerem koli tečaju, kaj rečeš, ja, pa bom drug lečev, pa zdaj imam ene druge plane. Ne, prosim, sam ne tega delati. Okay? Letos naredi duhovne izobraževanja, pejt v nek proces. Pri nas smo se ful pripravili na to, kar se bo po modri polni luni dogajalo. Popolnoma se zavedamo, kaj bo.
Tako da zaradi tega smo tudi vas motivirali, pripravili smo čisto nove tečaje, nikoli ni bilo še toliko novih tečajev, nekateri tečaji se vračajo nazaj. In vsi, ki boste šli na kakršenkoli jesenski tečaj, vam bomo podarili tečaj za leto 2024, ki bo prišel prav, šola bogatstva, manifestacije in obilja. Zelo intenzivna, zelo dobra in zelo dobre manifestacijske tehnike, ki zelo hitro delujejo. To je vrednost 888 €, dobiš popolnoma brezplačno, če zbereš katerikoli drugi tečaj in ga dokončaš. Takrat, potem, če si v svojem procesu, pa če si s svojimi angeli ali pa magija, pa karkoli te že pač veseli, ti bo misli ful teže odjadrale v to, da dovoliš, da te energije dol potegnejo, a ne? Ampak ta tretja stvar je pa dobra stvar. Ko so intenzivne energije toliko močne in modra polna luna, obstaja seveda tudi ne samo ta senčna, ampak obstaja tudi sončna stran tega, ne? To je pa tudi treba vedeti. In ta sončna stran tega je pa to, da lahko pa pričakujemo zelo močno prisotnost biti, čarodejskih biti, angelskih biti, a ne? Vedno, kjer je intenziv nekih energij, bo tudi intenziv svetlobe prisoten, ki bo probo pomagati. Veliko bo mističnosti, veliko bo stvari, ki boš ti dobesedno lahko pogledal v druge dimenzije in tako dalje. Tako da jaz konkretno sem se glede tega odločila, da je zelo dobro, če bi mi znali malo pogledati v prihodnost, če bi se lahko šli malo čarodejstva. In jaz sem konkretno za modro polno luno, zato ker v preteklosti so bili čarodeji tisti, ki so jo najbolj poudarjali. Oni so bili glede najbolj tako nekako zavestni. Največkrat so ob modrih polnih lunah delali obrede, meditacije za čarodeje, 31.8. tako sveti praznik. In jaz se bom na v bistvu te energije priključila, ker se mi zdi, da bojo po celem svetu magiji ustvarjali zelo močno mrežo in se mi zdi, da se konkretno ta potrebuje. Ne, da je karkoli narobe z angeli, absolutno ne, zdi se mi pa, da se ta potrebuje. Tudi če ti mogoče zdaj te čarodejske energije niso bile blizu, meni lahko zaupaš, da te bom varno vodila in da jih lahko mogoče zdaj prvič, kako bi ti rekla, preskusiš, kakorkoli že, a ne. In sicer torej 31.8. Bom delala tako lepo čarodejsko, zdravilno, svetlobno, manifestacijsko kombinacijo s tabo, meditacijo in veliko prerokbo z Merlinom, s čarodejem Merlinom. Kaj nas čaka? Aktivirali bomo zdravilne dlani. To bi rada zelo močno naredila, ker se mi zdi, da se bo rabila. Rada bi te v meditaciji prav naučila, kako si aktiviraš zdravilne dlani, pa kako si jih lahko polagaš takrat, kadar bojo nastopile te intenzivne energije, a ne, zato, da jih znaš uporabiti, da se znaš sam sebe pomiriti. Veš, ker nimaš vedno svojega zdravilca, pa kogarkoli že, tako rečejo, nadohvat v roke, ne. Če boste hoteli, unika boste hoteli, ne bom nacila, unika mi boste dali dovoljenje, ok, unika vam ne bo v redu, boste sami delali, vam bom tudi jaz pošiljala eno tako posebno magično zdravljenje nadaljavo, tega se ful veselim, definitivno bom v kratkih rokavih, a ne. Delali bomo na tem upanju in zaupanju, s tem, da aktiviraš svojo jasnovidnost, svojo intuicijo, zato da res lahko v tem obdobju slediš sebi, ne pa tem tenzijam, pa da te ljudje ne zmedejo, a veš, enkrat te ljudje lahko res tako malo lahko poigrajo s svojimi možgani, ko so take energije. Rada bi, da ste stabilni, da ste mentalno, da ste energijski stabilni, tako da to bomo delali. Aktivirali bomo zaščitne energije v vaše domove. Absolutno, to hočem pa delati, noter postaviti prav zaščitne stebre, ker to boste rabili, kamo še delali, a ne. Naredili bomo poseben hipnotičen glas za vas oziroma močen glas za to, da boste znali že svojim tonom glasu ljudem povedati, dokje lahko prijajo pa dokje ne, a ne. Potem bomo pa delali en tak, nismo ga še na tak način delali, tak poseben meditacijski obred prav znotraj meditacije, ker bojo v bistvu čarodej s tabo aktivirali 3 tvoje največje želje, torej da gre potem, a veš, naprej september, oktober, pa november, pa da bojo te energije res tako močne, a ne. In potem bomo aktivirali še to, da bo čas na tvoji strani, a ne. In eno tako skrivnostno sporočilo bom dala noter in pripravila sem ti seveda tudi zelo lepo darilo, pa imaš darilni bon, res, wow, nore stvari. Darilni bon, čak zdaj gledam koliko, 88 € vreden. Pripravi si vnaprej, če boš na tej meditaciji, 3 tvoje največje življenje, pripravi si seznam, ok, in se tako mi pripravljam na to meditacijo.
Tako da zdaj verjamem, da ti je ta modra polna luna malo bolj jasna, da ti je zgodovina malo bolj jasna, so te energije malo bolj jasne. Če si pa tudi začutila, da te jaz lahko vodim čez to meditacijo, pa definitivno naklikaj povezavo. Ta meditacija zagotovo bo polna, vedno je bila, zdaj že res par let nismo imeli take meditacije, zato ne izgubi svojega mesta. Želim ti čudovito novo obdobje, ne samo modro polno luno, in do naslednjega javljanja te lepo pozdravljam, lepo se ime in čao.